Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dobro jutro, dobro dan, lepo pozdravljeni v tej sveti maši. Danes je 17. nedelja med letom. V Sloveniji je to letos Krištofova nedelja, nedelja po godu svetega Krištofa, ki smo ga obhajali v petek. Nedelja, ki je namenjena po eni strani naši zahvali za srečo na poteh, na vseh poteh, bodi si tistih, ki jih opravimo peš, bodi si tistih, ki jih opravimo v vozilih, takih in drugačnih. Po drugi strani pa je to nedelja, ko se spomnimo vseh naših misionarjev, ki tudi s pomočjo vozil opravljajo svoje delo, svoje poslanstvo, da ljudem po svetu prinašajo veselo novico o Bogu, o Božji ljubezni, o Božjem usmiljenju. Vsak od nas je po eni strani ves čas na poti, dobesedno in v prenesenem pomenu, če je življenje naša pot, in vsak od nas je po drugi strani misionar, poklican k temu, da to, kar živi, da to, kar veruje, v resnici tudi prenaša tistim, ki tega sporočila ne poznajo. Zato lahko na začetku te svete maše tudi mi pogledamo vas v svoje srce. Po eni strani premislimo, obudimo hvaležnost za vse srečno prehojene, srečno dokončane poti. Po drugi strani pa obudimo kesanje, če smo kdaj kot kristjani, kot misionarji, daleč od tega, da bi lahko bili zgled, daleč od tega, da bi lahko nekdo skozi naše besede, odločitve, dejanja v resnici prepoznal to, kar pravi Jezus, nebeškega Očeta in njegovo ljubezen. Priznajmo, da smo krhki, pripravimo svoje srca, da bomo pripravljeni obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame na Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospodu, smili se.
to sveto mašo darujemo za vse žive in pokojne župljane, ter za vse pokojne iz družin Koren, Zupančič, Gnidovec in Vidic. Molimo. O Bog, vate zaupamo in ti nas varuješ, brez tebe ni nič trdno, nič sveto. Naj ne iščemo sreče le v minljivih dobrinah, ampak sredi tega sveta pod tvojim vodstvom živimo tako, da dosežemo to, kar večno ostane. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Salomon prosi za modrost. Berilo iz prve knjige Kraljev. V Gibeonu se je Salomonu po noči v sanjah prikazal Gospod. Bog je rekel: prosi, kaj naj ti dam? Salomon je rekel: Gospod, moj Bog, ti si zdaj postavil za kralja svojega služabnika namesto mojega očeta Davida. Jaz pa sem še deček, ne vem ne kod, ne kam. Tvoj služabnik je sredi tvojega ljudstva, ki si ga izvolil, številnega ljudstva, ki ga zaradi velikosti ni mogoče izmeriti, ne prešteti. Daj torej svojemu služabniku poslušno srce, da bo znal vladati tvojemu ljudstvu in razločevati med dobrim in hudim. Kajti, kdo bi sicer mogel vladati temu tvojemu mogočnemu ljudstvu? Gospodu je bilo všeč, da je Salomon prosil za to. Bog mu je rekel: ker si prosil za to in si nisi prosil dolgega življenja, ne bogastva in ne smrti svojih sovražnikov, ampak si prosil zase razumnosti za pravo razsojanje, glej, bom storil po tvoji besedi. Glej, dal ti bom modro in razumno srce, tako da ni bilo tebi enakega pred tabo in ne bo ostal tebi enak za tabo. Božja beseda. Upodobljeni smo po Božjem Sinu. Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo upodobljeni po njegovem sinu, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil,
je tudi poklical in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil, tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. To je Božja beseda. Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus množica: nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en sam biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. Poslušali smo Kristusov evangelij. Jezus s svojim učencem v današnjem evangelskem odlomku nadaljuje razlaganje nebeškega kraljestva preko prilik, preko prispodob. Današnji priliki, ki smo jih slišali, sta si zelo podobni, imata podobne poudarke, predvsem pa je poudarek na tem, da gre za odločitev. Tako tisti, ki je našel zaklad na njivi, ne da bi ga iskal, kot tisti, ki je iskal dragocene bisere. Oba sta našla nekaj dragocenega in to je spremenilo njuno življenje. Da sta se odločila, da sta naredila radikalno odločitev, da sta prodala vse, kar sta imela, zato da bi dobila to, kar sta prepoznala kot vredno. Tudi mi smo vsak dan znova poklicani k temu, da se odločimo, da sprejemamo odločitve, da presojamo, da razsojamo in v enem trenutku, ne glede na to, kako dolgo morda s kako odločitve tudi odlašamo, ker ni jasna, ker ni preprosta, ampak slej ko prej se moramo odločiti, tako in drugače. In današnja Božja beseda nas po eni strani vabi k temu, da premislimo, kako se mi odločamo, in po drugi strani, da premislimo, zakaj se mi odločamo. Tisto, kar se mi zdi morda od vsega skupaj v današnjem evangelskem odlomku najbolj pomembno, je vrstica, ki pravi, da je ta, ki je našel zaklad na njivi, od veselja nad tem zakladom šel, prodal vse, kar je imel, in kupil tisto njivo. Veselje je bilo tisto, ki je njega pripravilo do odločitve. Ne računica, ne strah, ne prisila, ampak veselje. Veselje ga je pripravilo do tega, da je naredil in tako radikalen dres v svojem življenju. Ne vem, če ste kdaj pomislili, kaj je v našem življenju toliko vredno, da bi bili mi pripravljeni vse prodati za to eno stvar. A so to naši bližnji? A je to naše zdravje? A
je to naše življenje, zakaj bi bili mi pripravljeni dati vse, kar imamo? Kaj je tisto, kar nas veseli? Veselje je tisto, ki nas edino pripelje do prave odločitve. Jaz verjamem, če si moramo predstavljamo nekoga, en par, recimo, ki se poroča, nam je vsem jasno, da tisto, kar vodi par v tej odločitvi, ni žalost nad vsemi možnimi partnerji, ki si jim v tem trenutku odpovedujem, ampak je veselje nad tem, ki sem ga našel in ki se mu izročam in ki ga sprejemam in ki ga prejemam. Veselje je tisto, ki vodi. Ta žar, ta gorečnost, strast, če hočete, s katero ljudje nekaj naredimo, s katero ljudje nekaj počnemo. Nikoli ne bom pozabil, ko sem prvič slišal govoriti o skavtih. Ko sem bil novomašnik, sem živel v centru Ljubljane pri Svetem Jožefu, kjer nisem ob nedeljah imel nekih obveznosti, ker pač Sveti Jožef ni župnija. In sem torej za praznike, za Božič in za Veliko noč hodil pomagati Branku Cestniku, ki je imel takrat v upravi 2 župniji. In se spomnim, en večer mi je razlagal o tem, čemu skavti rečejo nočna igra, kjer gre za to, da stražarji v taboru pač čuvajo 2 zastavi in tisti, ki se igrajo nočno igro, se skušajo v tabor poplaziti neopaženi in pač te 2 zastavi zmakniti. Gre za igro. In moja glava, moj razum je od vsega slišal takrat samo to, da so več kot polnoči preležali v rosni travi in da jih je zeblo, predno so lahko pač potem uspeli ta svoj napad izvesti. To je slišalo glavo. Ampak srce je pa slišalo ta žar, to veselje, to strast in kot rečeno, tega se ne da pozabiti. Podobno pripoveduje pater Pedro Arrupe, nekdanji vrhovni predstojnik jezuitov, ki je mimogrede blagoslovil tudi temeljni kamen za novo Dragovsko župnišče. On je Španec po rodu, je bil v enem trenutku pred začetkom 2. svetovne vojne poslan za misionarja na Japonsko, kjer je srečeval vse oblike ovir v kulturi, v pisavi, v jeziku, kako govoriti o Bogu, kako govoriti o Jezusu v enem jeziku, kjer ogromno teh pojmov, ki so nam vsakdanji, ne obstaja. In pripoveduje tudi o svoji izkušnji z enim učiteljem v kraju Yamaguchi. Ta učitelj je bil učitelj filozofije, rad je prihajal k njemu na pogovore in nekoč ga je vprašal tudi, pravi pater, a ste vi prepričani, da je mogoče dokazati Božji obstoj? In seveda pač pater Arrupe, kot dobri jezuit, seveda pritrdi in mu začne s Tomažem Akvinskim razlagati o petih teh glavnih načinih, poteh, kako lahko spoznamo Boga in kako lahko dokažemo Božji obstoj. In mu vzame 2 uri intenzivne razlage. In ko konča razlago, pravi ta učitelj, njegov sogovornik, pravi, torej, pater, če prav razumem, vi ste prepričani, da se da obstoj Boga dokazati. In pravi Arrupe, ja, kaj sem pa zdaj počel 2 uri? A niste slišali? In je bil na tej, da še enkrat ponovi. In ga učitelj ustavi, pravi, pater, saj ni treba. Ni treba ponavljati. V bistvu ste me izgubili že pri prvi razlagi, ste me zmedli, nisem več sledil. Ampak ni treba, da mi še enkrat razlagate, ker tisto, kar me je prepričalo, je vaša vera. Je vaše prepričanje,
je vaš žar. Prišli ste sem, tujec v naš kraj, zato ker verjamete to, kar govorite. V to ste prepričani. Pravi, in vaša vera meni zadostuje. Jaz že verjamem, da bo obstajal. Kako je z našo vero, kako je z našo strastjo, kako je z našim odnosom do Boga, nas sprašuje ta Krištofova nedelja, ko, kot rečeno, premišljujemo tudi o naših misionarjih, ki na različnih koncih sveta to isto vero, to isto prepričanje, to isto veselje skušajo predajati ljudem, velikokrat v težkih razmerah, velikokrat v materialnem pomanjkanju, velikokrat v socialni marginalizaciji, odrinjenosti. Misionarji, ki potrebujejo tudi nas in našo pomoč, zato da lahko svoje poslanstvo, ki je hkrati pravzaprav tudi naše poslanstvo, čim bolje izpolnijo. Da bi znali po eni strani mi sami najprej iskati naše veselje. Spomnimo se vrstice iz vstopne pesmi, ko smo peli: Ti si naših duš veselje, ti si prava pot. Da bi bil Bog vedno naše veselje, da bi vedno znova lahko doživljali, da ne glede na to, skozi kakšne preizkušnje v življenju gremo, da je Jezusovo sporočilo vesela novica. Vesela novica o tem, da nas Bog ljubi nad vse in da nas nič, noben človek, noben odnos, nobeno sovraštvo, nič nas ne more ločiti od Kristusove ljubezni. Da bi to zavedanje bolj in bolj poglabljali, da bi se naše življenje potem zavedalo potrebuje. Vas povabim, da vstanemo in skupaj svojimo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnega nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je začeta ravnega pred vsemi in je Boga, luč od luči, pravi Boga od pravega, rojen neustavljen, enega bistva začetnega in je v njem vse ustavljeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega izvečenja prišel iz ljudi in se iz Marije in postačil. Bil je tudi križen za nas, lahko on si je in bil Božje in tretji dan je vstal, po plačevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očeta in bo spet prišel v slavo svojih življenja in javno resno in v svetega Gospoda Ježina in izhaja iz začetnega Sina in iz začetnega Sina na Sinu in je Boga verovi in je svetega Dušega Apostolskega Zveta in znamenja Žešanja in čevega in življenja. Gospod Jezus, s svojim trpljenjem in vstajenjem si nam odprl pot k nebeškemu Očetu. Ti si naš odrešenik, naša pot in vrata nebeškega kraljestva. Milostno se zato ozri na svojo cerkev, ki te v globoki ponižnosti prosi. Jezus, dobri pastir, podpiraj svojo cerkev, svetega Očeta papeža Frančiška, škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bodo vedno odprti delovanju svetega Duha, ki vodi in poživlja zveličavno delo tvoje svete cerkve. Prosimo te, usliši nas. Jezus, večna modrost, daj voditeljem tega sveta spoznati resnično modrost, da bodo znali v ponižnosti služiti resničnim potrebam zaupanega jim ljudstva. Prosimo te, usliši nas.
Dobri Jezus, številni ljudje po vsem svetu trpijo hudo pomanjkanje najosnovnejših življenjskih dobrin. Obnovi v njih človeško dostojanstvo in daj, da bi živeli v človeka vrednih razmerah. Jezus, sin živega Boga, ti hočeš, da bi vsi živeli in imeli življenje v izobilju. Podpiraj našo cerkveno občestvo, da bi z življenjem izpričevala svojo krstno poklicanost in bi ljudje v nas občutili privlačno polnost življenja. Usmiljeni Jezus, mnogi ne hodijo več za teboj in so zašli. Pošli jim svojega duha, da bi se vrnili na pot, ki vodi v nebeško kraljestvo, v kraljestvo, ki je resnični cilj vsakega človeškega bitja. Prosimo, da je usliši. Dobri Jezus, milostno se ozri na duše, ki še potrebujejo očiščevanje v vicah, daj, da bi čim prej dosegle snidenje s teboj v večni nebeški domovini. Prosimo, da je usliši. Jezus Kristus, zaupamo ti, da si ti vedno z nami. Milostno nas podpiraj na naši poti skozi življenje, da bomo po izteku zemeljskega življenja skupaj z angeli v nebeški domovini večno slavili tebe, ki v občestvu z Očetom in Svetim Duhom živiš in kraljuješ vekomaj. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno nedeljsko daritev. Dobri Oče, prinašamo ti darove, ki si nam jih dal v svoji dobroti. Spremeni jih, da bo v njih delovala tvoja moč in bomo z njimi posvetili svoje življenje ter prišli v večno veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, res je za nas zveličavno in primerno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo. Gospod, nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. V svoji neizmerni Božji slavi se sklanjaš k nam, umrljivim ljudem, in nam daješ zdravilo nesmrtnosti. Kakor smo po prvem človeku padli,
Tako nas rešuješ po novem človeku, našem Gospodu Jezusu Kristusu. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in ti v skupnem veselju kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hosana na višinah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hosana na višinah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, ver vse svetosti. Zato te zbrani na prvi dan v tednu, ko je Kristus vstal od mrtvih, prosimo. Posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, te moja smrta zmeljena Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. Spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se vseh pokojnih župljanov in vseh pokojnih iz družin Koren, Zupančič, Gnidovec in Vidic, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi vstanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim možem, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš vršenik nam naroča, Božja nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno voljo tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes našo vsakdanjo kruh
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim umirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v mir in ne vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospod mir, bodi vedno s vami. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem bil težnjen, ampak reci mi se, blagor povabljeni na Gospodovo gostijo. Tako še enkrat več vas povabim, da v teh neobičajnih časih, ki jih kroji ta majhen virus, ohranimo zdravje drug drugemu, da smo tudi pri tej maši zdaj pri Uhajilu pozorni na to, da ohranimo varnostno razdaljo, da se ne gnetemo, ne zato, kot rečeno, ne zato, ker se ne bi imeli radi, ampak ravno obratno, ker se imamo radi.
Molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo sveti zakrament, neminljivi spomin trpljenja tvojega Sina. Po tem daru njegove brezmejne ljubezni naj dosežemo večno življenje. Po Kristusu našem Gospodu. Še nekaj, dve oznavili. V petek 31. julija jezuiti praznujemo god našega ustanovitelja, svetega Ignacija Loyolskega. Osrednje praznovanje bo na ta dan ob 17. uri v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah. Po maši bo sledil še pogovor s patrom Jožetom Roblikom, letošnjim zlatomašnikom. Pogovor pa bo vodil naš predsednik. Ker bomo tisti večer vsi pri svetem Jožefu, še iščemo možnost nadomeščanja za večerno sveto mašo. Če maša ne bo, bomo pravočasno obvestili. Ravno tako v petek ob 17. se začne animatorski vikend, ker, kot vemo, letos oratorij odpade, bodo animatorji tisti čas, ki je bil predviden za priprave, izkoristili za svoje izobraževanje, za uvajanje novih animatorjev in za medsebojno spoznavanje, za kar vedno običajno zmanjka časa. Kljub temu, da vsi vemo, kako zelo je to pomembno. Vikend bodo zaključili v nedeljo s sodelovanjem pri družinski sveti maši ob 10. Še enkrat več, vam te naše mlade priporočamo v molitev. Godovi v tednu pred nami, jutri godujejo Gorazd, Kliment in drugi učenci svetega Cirila in Metoda. V torek goduje Viktor I, papež, v sredo goduje Marta, Lazarjeva sestra, svetopisemska žena. V četrtek goduje Peter Krizolog, Peter Zlatousti, škof in cerkveni učitelj. V petek, kot že rečeno, goduje svet Ignacio Loyolski. V soboto goduje Alfons Marija Ligorin, še en škof in cerkveni učitelj. Prihodna nedelja pa je 18. nedelja med letom. Tako, pred zaključnim blagoslovom bomo zdaj kar tukaj v cerkvi blagoslovili najprej vozila, nato voznike in nato nazadnje še nalepke. Po maši pa bom potem šel še do drevored, pa po parkirišču pa blagoslovil še vaša vozila. Molimo, Gospod naš Bog, z zaupanjem prihajamo k tebi in te prosimo, blagoslovi vsa ta vozila, ki nam vsak dan na različne načine služijo, obvaruj pred nesrečami in škodo vse ljudi, ki se vozijo na delo ali k razvedrilu, pokaži nam, kako lahko s svojimi vozili lajšamo in lepšamo življenje svojim družinam in našim bližnjim in nas spodbujaj, da bomo s svojimi vozili vedno v službi dobrote, spoštovanja in ljubezni. Pomagaj nam, da bomo v prometu vedno odgovorni, obzirni in pripravljeni pomagati. Kaži nam vedno pravo pot v življenju, da se bomo vedno obnašali kot sodelavci Kristusa, ki s teboj živi in hvaljuje vekomaj. Sledi blagoslov voznikov. Molimo, nebeški Oče, milostno blagoslovi vse voznike. Bodi z nami, ko smo v tem hitrem tempu življenja sredi vsakdanjega prometa. Podeli nam pozorne oči in skrbno zbranost, da nihče zaradi nas ne bo utrpel škode. Vzbujaj v nas spoštovanje do življenja, pameten odnos do tehnike in odgovornost do narave. Varuj nas in vse udeležence v prometu, vseh nevarnosti in nesreč. Odvrni od nas nepazljivost, lahkomiselnost in neodgovorno hitenje. Pomagaj nam, da bomo z vso odgovornostjo skrbeli zase in za druge, da se bomo vsi z vseh poti vrnili zdravi in srečni, ko bomo na poslednji poti, pa naj srečamo tebe, ki živiš in nas vodiš vekomaj. Takole, blagoslovili bomo še te nalepke. Molimo, dobri Bog, zahvaljujemo se ti, da si nam poslal svojega Sina, ki nas vodi iz teme v svetlobo. Prosimo te na priprošnjo svetega Krištofa, blagoslovi te nalepke. Naj nas spominjajo na to, da smo mi vsi kristonosci. Pomagaj nam, da bomo z obzirnostjo, potrpežljivostjo, odgovornostjo, varnostjo in dobroto dosegali svoje cilje.
To nam podeli po našem Gospodu in bratu Jezusu Kristusu, ki sta Bog živi in kraljuje vekomaj. Tako, po maši kot rečeno, vas povabim, da pristopite k svojim vozilom, ki jih bom pokropil z blagoslovljeno vodo. Fantov vam bo izročil tudi nalepke in podobico. Hvala že vnaprej tudi za vaš dar, v zahvalu za srečno prevožene kilometre. S temi darovi bo Niva Slovenija lahko omogočila našim misionarjem nakup prepotrebnih vozil. Da bi se vedno srečno vozili, da bi znali biti pozorni na to, kje je naše veselje, da bi se znali odpovedovati vsemu tistemu, kar nas ne veseli in kar naše življenje ne prinaša dobrega. Naj vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.